Je nič, kaj pravite, žulca skoraj fršlokrukna, kaj je bilo? Jaz sem kol, ne vem, stari, od tega enkrat, jaz ne vem, on mora neki jesti, da ga ne zadane, kaj je stari. A ti veš njegovo faco, stari. Ja, približno tako, kak ta tvoj trak tukaj, ko imaš na vratu, zdaj gori. Ja. A je, bi ga leh, ti se naredi. Svetlo roza, ne hecam se. Žulca imamo radi. Glavno, drag dan in gospodlje, dos quattros dribblingos nazaj, se dvignul z naftalina, ko Phoenix pepela, mater. Pa ne ko Phoenix. Ej, vmes... Zjutraj kofein, popoldne papir. Ja, stari, vmes tako dolgo smo se rihtali, da bomo tale dribbling posneli, da smo vmes enke, verjetno ene in edine, dobili nove. Kobija Bryanta, Mamacito smo vmes razprodali. Partizan je že zgledal, da bo šel na Final Four, je vmes ven padel. Lakersi, ki sem jih že zdavno odpisal, so še vedno v igri za naslov NBA prvaka. Doc Rivers vmes je... Čakaj, malo preveč govorim, da gremo mi po vrsti. A ja, smo že začeli. Po vrsti, moramo še nekaj čas. Ampak ena stvar je pa ista. Ampak zakaj? Zato, ker naši fani driblinga ne dajo tega zvezdice na podcastih, pa follow, pa subscribe, zato imamo dash, tako da ba je da en follow, pa to, zovka. Ja, ba je da spremeni vreme, pa bo sonce. Takoj, ko bojo, ja. Ja, pa mi bomo srečni, ne? Ne, dejansko so se zunaj pogovarjali, takoj, ko ljudje stisnejo tele lajke, followove na se spremeni vreme. Se spremeni. To je res, se strinjam. Prisežem, dobra volja je nalezljiva. Meni so tako rekli, moraš da crčka. Dajmo to, dajmo zdaj štartati, mi tole... Aš kaj sem vesel, fanti? A ja, še nismo. Ne vem, Jurija, smo. Ajde, Žan-Luka je že naštrpen. Izvoli. Aš kaj sem razmišljal, da dobro, da mi ne snemamo kakšnega Instagram live ali pa kaj takega, kaj bi se zihdo od nas najdel, kaj bi slučajen pod pištolo potegnil, tako slučajen. Dobro, da mi nismo na pogodbi. Da nismo na pogodbi z Nikeom, da nimamo mogoče par milijonov plače. Jean-Luca is suspended from all activities on dribbling. Pending review. No further information. Will be given at this time. Ja, tudi tega se bomo dotaknili pozneje. No, zdaj, dajte mi povedati, kdo je bodala? Je bodala Dillon, je bodala Ja? Zdaj imamo pa sam te dva. Lahko damo oboje? Ne, lahko enega, recimo, če bilo zbiro, kjer je bolj tako. Ne, moram. Sam nekaj za tako, da vas malo razsvetlim. Drugače, medtem ko Ja ni prišel v All-NBA ekipo, kjerokoli je Dillon Brooks prišel v All-NBA defensive. A na kitajskem? Ja, ne. To bo zdaj pogodba, za oba. To verjetno ja, za oba, zdaj Dwight Howard jih vapi v Tajvan že, da grejo trenirati. Pa je, da v Phoenixu, ko so se zdaj znebili coacha, ne, da bo KD, pa Booker, pa pol Dillon Brooks, pa Dwight Howard, pa tako naprej, da bi lahko bili taka udarna petorka. Sem to bilo res dobro. Pa še vsi ti bi bili vseeno boljši proti Dallasu, ki mu Jason Kidd stoji na trenerski klopi. Dobro, Dallas. Jaz sem že pozabil, da to sploh ekipa v NBA-ju. Daj, ne staplaj mi na odprte rane. Ja, nič, Lakers fana, danes imam nek občutek, da bom zelo malo prišel do besede. Party! Ja, mislim, jaz sem vam že rekel, da zadnjo epizodo, ko smo snemali, kakšen mesec, dva nazaj že po moje. Ne, 15. smo videli, da smo, 15. aprila smo dali ven. Pišuka, to je že mesec. Ta zadnjo, ja. Se pravi, predstavljali si, kdaj smo se mi pogovarjali, ker smo se pol pač... Prijem so bili play-offi. Koliko je vmes ene vode preteklo. Prijem so bili play-offi, smo se že pogovarjali, da sem rekel, pa ste Lakersi od Dallas prišli in kaj je bilo? No, kaj je bilo? Ja, Lakersi so glih pred eno veliko oviro, ki se reče Denver Nuggets, ampak glede na to, da sem jaz osebno jih odpisal že v prejšnjem kolu proti zelo visokoletečnim Memphisu, v glavnem ne upam zdaj preveč na glas razlagati, še vedno trdim, da so Denver v tem primeru favoriti, ampak že zaradi mojih ljubih sodelavcev in drugih akterjev driblinga bi bil nekako vesela, ne? Jaz imam tukaj en tak čist preprost uvod
In sicer hvaležni mi boste, dajte zdaj staviti, preden se serija začne, ker pač Lakersi jo zmagali, pa zdaj imate še dobro kvoto, tako da poslušalke in poslušalci. Da reč kvota je, mislim, da na naslov je mislim, da neki 3,8 za Lakerse, pa 3,20 za Denver. No. Najmanj je pa za Boston. Boston je Kaj pa Miami? Miami ima pa 8. Ja, valjda. Ja, nekaj takega. Bolano. Da Lakersi premagajo Denver je približno taka kvota, da bo tale naš novi žan zdržal 3-mesečno poskusno obdobje zraven Jureta. To je zdaj interna fora, ker zraven Jureta v Grossbasketu marsikdo ne zdrži brez zamere Jure. Malo smo se mogli pošaliti zdaj na ta račun. Meni čist dober zraven Jureta. Ja, se meni tudi, samo pač statistika kaže malenkost drugače. Zgleda imajo ženske še zmerom, kljub temu, da trdijo, da imajo zelo debelo kožo. Mal pretenko kožo. Še enkrat, Jure, če tole poslušaš, pa ne Jure na mešalni mizi, ampak naš Jure z Grossbasketa, brez zamere malo. Ne, heca, Jure je internega. faca. Tako. Če smo malo bolj resni za trenutek, jaz mislim, da je Denver tukaj vendarle favorit. To je že kazala lestvica pred končnico, se pravi redni del sezone, ko je Lakersov zelo, zelo slabo kazalo, sploh da se bojo vrstili, kar je odlično kazalo mojemu Dallasu, ne? Ampak dobro, to je že stara zgodba. Lakersi trenutno igrajo odlično, za sabo so pustili tako Memphis, kot tudi zdaj Golden State. Bivše prvake. Tako, tudi to je potrebno poudariti in dokaj suvereno oboje. Sploh ni izgledalo, ni bilo nekega prevelikega dvoma, da jim to ne bi uspelo, glede na to, kakšne igre so prikazovali. Zdaj pa Denver, ne? Nikola Jokić igra odlično, vrnil se je Murray, Porter igra dobro, ostali igrajo dobro, mislim, da zelo lepo jim teče igra, podobno kot smo trdili pri LA Lakersih. Jaz mislim, da bo tole zelo na nož. Prva tekma pa v Denverju. Ajde, Jean-Luca kot prvi. Kaj pričakuješ? Danes po noč bo šlo, mislim, da to v LA. Bum. Vsaj to sem jaz glasoval danes, ker sem lahko votal na NBA appu. Aha, ok, Blaž. Jaz sem čist tako izobražen odgovor dal in sicer se mi zdi, da dobro, ja, to diplomatski itak, ampak se mi zdi, da bom kle se strinjal z svojim sonavijačem. Ja, lahko bi se mu tako rekel, ne Jean-Luca, ampak z gospodom The Goat Mask, Shannon Sharpom, ki je lepo povedal v 6 tekmah, jaz se strinjam, v 6 tekmah Lakersi in to je to. 7 tekme ne bo, Nikola... Kako ne bo 7 tekme, se pa LeBron James igra. LeBron nikoli ne pride do 7 tekme. Meni je ful strah. Meni je ful strah, da kakšen AD ne bi pa šel do druge ali pa tretje, ali pa boh ne daj do... Mislim, jaz sem čisto rekel, Denver, recimo, prvo mesto, igrali so proti 8. mestu, kaj je bila to, Minnesota. Tako da recimo pol v drugem krogu so igrali proti hendikepiranemu Phoenixu, ki je imel poškodovanega Chris Paula skoraj celo serijo. Pa to ni akter, po mojem glavnem spet tak. Ja, ne, mislim pač Chris Paul dejansko je steber njihovega napada. Poleg pač Bookerja, Booker še ni dosti izkušen in Chris Paul pač se mi zdi, da je res tak floor general in dejansko bi dobro dirigiral tempo in igro in vse. Ampak ok, v redu, pač ne bom zdaj rekel, da pač so sam zaradi nezdravja in tako naprej pršel naprej, ampak medtem, ko Lakersi so pa pač na enak način kakor Denver opravili in s četrtfinalom in s polfinalom, tako da se mi zdi, da so bivše prvake v 6 tekmah odstranili in to na 3 tekmah z tako 30 pik razlike, pol isto Memphis, ki so to govorili, da bojo ven vrgli Lakerse, so jih poslali domov v 6 tekmah in to z ogromno razlike, tako da jaz mislim, da kle favorit je jasen. Je pa res, da je težko se sparjazniti, da je sposobna ena ekipa, ki je bila na 13. mestu po rednem delu sezone v 3 mesecih prideti do finala zahodne konference, kar mislim, da pol v bistvu tudi mrskomu zamegli razum. Jaz bi se tu za trenutek zaustavil, pa me pri obeh zanima, kako gledata vidva v tem primeru
prvo nadevi na Bookerja, ne? Ker vemo, da je na rekovajih velik petelin izven parketa, vse mogoče je lahko na nek način, ker je zelo dober košarkar, ampak na eni strani, na eni tekmi je metal 20 od 25 iz igre. Fantastična tekma, praktično ni znal zgrešiti. Pol pa pride ta glavna tekma, pol pa se že ne vem kolikokrat dobesedno zaustavi. Skrije sam sebe v sencu. Kako vidva gledate na to zadevo, a po domače stisne ono P, ali kaj, ali kje, ker tale mentaliteta ameriška je vedno znova tisto, gazli bomo vse, mi smo najboljši, ne može nam niko ništa. Ja. Ampak pol pa Devin Booker 7. tekma že lani, pa še kdaj prej proti Luki in Dallasu, pa isto zdaj mrk. Ja, meni osebno se mi zdi, da pač ta pravi lideri, tako kot pač je LeBron recimo, zdaj nočem, da kdorkoli misle, da sem kle biased, zaradi tega, ker sem fan Kobeja, ampak pa Lakersov, ampak on zna res ta prav čas preučiti, a je to četrtina, ki mora on podajati, a je to četrtina, ki mora skorati, a je to četrtina, ki mora pomagati bolj v obrambi, a je to četrtina, ki mora bolj pick and roll igrati. On zelo dobro preuči igro in pač vidi, v čemu je nasprotnik šibek in to izkorišča. Medtem, ko Devin Booker se mi zdi, da pač eno tekmo odlom na polno pač da 50 pik, naslednjo tekmo se pa skrije zaradi tega, ker mu mogoče pač prvih par šutov ne gre, itak pol zgubiš na samozavesti, želiš prepustiti igro nekomu drugmu, pol če še KD-ju ne gre, recimo, da ima pač off night in da, 20 pik v celi tekmi, pol v bistvu težko nekdo, ki je tako ofenziven, taka ofenzivna sila, kakor je Booker, drgač postop do igre, da pač enostavno zna teammate razigrati, da zna, najdati šibkosti nasprotnika in tako naprej. Se mi zdi, da pač klej so njegove neizkušnje zelo prišle do izraza, no. Ja. Jaz sem ko malo gledal statistiko teh playoff tekem nasploh, zdaj do zdaj je recimo Devin Booker igral eno tekmo manj Nikola Jokić in tako po točkah mislim da tam okoli 30 pik na tekmo, edinka se je razlikovali mu Jokić itak, več asistenc, več skokov. Drugač pa tako, zanimivo je bilo pogledati, da je Jokić vrgel manj trojk, pa jih zadev več. S tem, da sta oba isto minut igrala približno povprečno do zdaj. Zdaj stvar je taka, da če Devin Booker je še zmer brutalno igral v play-offe, ne glede na to, da je mu eno tekmo slavo, ampak tako, poglejmo to z bolj take strani parketa. Recimo, če pogledaj, oni so verjetno, če so videli, kaj on dela eno tekmo, da jih res obeša, da je dal res 50 pik, da je res vse šlo noter, s kjerkoli. Pa jaz mislim, da je Mike Malone rekel, zdaj pa to tekmo ga pa zdaj čist potožite, zdaj ga pa čist tisante, pa je po moje, nisem gledal zdaj veliko tekem z Denverjem, pa je bolj highlighte sem gledal, tako da nisem videl, koliko jih kaj imam šajbajo, ali pa kaj taga. Ja, tako da mislim, da so ga res sam dobro pogrili, kar pa je ful velik akter, pa videl sem doskrat, da se Kevin Durant ni neki ful razigral, ni šanse. Mislim, da je to isto. Mislim, da je to spet tako, kot je bilo resmo pri Dallasu, ker so isti prestopen rok to pač spreminjali ekipo. Mislim, da so to še ene žrtve, ki so bile tukaj del neke razigranosti, nekaj, ki oni niso z začetka sezone skupaj igrali, niso pač Denver pa sploh ni spremenil ekipe, če tako pogledaš, oni ga pa že 2-3 sezone isto skupaj harajo, isti igralci, isto kljub vse. Kljub temu, da je bil Murray poškodovan. Ja, pa res so dobro vibe so ujeli in mi je res všeč. Sej, zdaj pri marsikaterih ekipah ne vidimo mi v slačilnico, kaj se tam dogaja. Ne? Recimo mogoče malo nasprotje je tole pri Denverju, ker pač se za nalaž odločijo in določene stvari pokažejo na socialnih omrežjih. A sta vidva mogoče opazila, kakšno navado imajo pri Denverju, po koncu tekme, če zmagajo. Oni imajo tisti chain njihov, dajo najboljšemu obrambnemu igralcu in potem prav pokažejo v slačilnici akcije in trener tam nori zraven. Kako odlično vzdušje imajo. Ja, res. To se mi zdi izjemnega pomena za ekipo.
V bistvu imajo tako vzdušje po vsaki tekmi, ki recimo tako dobro igra, kdo mislim pač, ki imajo dejansko to na koncu, da v bistvu zgleda tako, kukar, da so finale zmagali. Tako imajo ponovati ekipe, ki v finalu zmagajo, sam da je še šampanj zraven, pač oni tega šampanca nima, ampak res, ja, ni panike. Ne, ampak tako mi je zanimivo, da v bistvu dajo to ketno, zdaj na zadnje mislim, da je dobil Murray. Tako da res, drugače se mi zdi, da ta Porter Junior zelo dobro igra obrambo, mislim, da je on tudi Bookerja pokrival, je tak visok košarkar, se mi zdi, da pač se je tudi zelo najdel v tej svoji vlogi, tudi Caldwell Pope, ki je prišel iz Lakersov, je v bistvu najdel eno tako svojo vlogo v Denverju, tak assassin je, no. On je res tako, on res se dobro noter vključuje ekipo, Ja, res je, KCP, ja. po moje tako nekaj najboljšega, ki se je zgodilo v Denverju. Pa ful mi je zanimiv, ker v bistvu Denver nasplošno se mi zdi, da ne šajbne ful trojk. Tako da niso taka ekipa, recimo kot Golden State, ki pač tok visi na teh trojkah. A ne. On je v bistvu, Jokić je res pač, mislim, kapo dol. On je njihov floor general, on je prav uno, ki dejansko igro analizira nasprotnika in prav najde s temi svojimi norimi asistencami, podajami, najde odprte soigralce in mislim, res so mi simpatična ekipa. No. Če ne bi igrali proti Lakersom, bi za njih navijal, ampak Se je zdelo zanimivo, jaz se ne bi spomnil zdaj, katerega igralca od Dallasa, bivšega bi tako hvalil, kot sta vidva zdaj Popa, ne. Ampak ja, če se malo naprej ozrem, ajde, kaj bo za vaju zdaj najdvoboj v tej seriji, je to Davis, Jokić, ki se bota verjetno ta dva krila, ali je to, ne vem, James, pa kdorkoli bo njega kril. Če se najbolj veselita, no? mislim, jaz osebno še zmer čakam eno tako virtuoso serijo LeBrona. Pač iskreno se mi zdi, da se je zdaj na vseh tekmah še zmer malenkost nazaj držal, ker res hoče Davisa razigrati in pač Davisa razigraš sam tako, da pač mu dobesedno uturiš žogo v roke in rečeš, evo, zdaj sem te pa dal dobesedno pod koš, noben te ne pokriva, 2x, 3x ga zakuci in je to. Samo videl, ste opazili, da eno tekmo igrajo ful na Davisa, eno tekmo spet ne, pa spet eno tekmo ful igrajo na Davisa, eno tekmo spet, ampak vam je pa motalo, samo pohetam tukaj LeBrona, ful me moč tako, da je ful izenačena tekma, to sem že doskrat, ker sem zjutraj ful zgodaj tako stane in pogledam lahko tekmo in sem ugotovil, da on tako res je nek napet moment, recimo zanj z Golden Stateom ali pa z Memphisom, 2 minute do konca, 3 minute do konca, končen jim rata izenačiti po celi tekmi, ki zgubljajo, jim rata izenačiti in prije LeBron, izenačenje, 2 minute do konca, prije LeBron, gre žogo čez sredino, Lakersi imajo posest, gre prije čez sredino in fukne trojko. Ja, vedel sem, da što in rekel. jo zgreši, itak jo zgreši, on ima tako slab procent, on ima že tako ful slab procent. Lečok! Ja, pa ni bil tako. On se po mojem sam tako, njemu se res že jebe počasi. Itak so pozmagali na koncu čez mer. A veš, jaz sem pa stol zraven zgrizel skoraj, ker sem to videl zelo. Sama veš, če bo pa LeBron dobil 5 naslov, ne, pa un goat, ki ga grega tok visok nos, mal grozi tam neki. Ne. Kje grozi, majster je zgubil 3, koliko je zgubil? 6? Final, koliko, ne vem več, ne morem šteti, nima več toliko prstov na eni roki. Michael Jordan je prišel samo 6krat do finala. Ja, seveda, ker je počival. Počiva še zdaj. Jaz imam samo, pa se pa to vemo, jaz imam samo We love en you, MJ. argument, samo en argument imam, 6-0, that's all I need. No, Vse to. Vsak ima pravico do svojega gota, to ni nič narobe, v bistvu so take debate ful zanimive. Sam, veš, kaj je meni ful zanimivo, ne? Recimo, da bom jaz 10 let trobo, da sem najboljši metalc trojke. Recimo. 10 let, kamorkoli bom prišel, bom sam trobo, jaz sem najboljši v trojkah. In pa bom enkrat imel dober dan in jih bom cepnil 10 od 10, recimo. A to me naredi gouta? Ker to je Michael Jordan, dobesedno. Pač on je 6krat prišel v finale, 6krat je zmagal in to je to. A vse ostalo, ki je šel lepo v prvem krogu ven ali pa sploh ni prišel do končnice, to pa pač 13krat. To je pač ta proces, samo če ti zdaj takoj primerjam. Embiid, Philadelphia, trust the process. Ja, če ti takoj primerjam, če prideš ti do finala, ti dejansko nisi prišel do cilja. Cilj je zmaga, ne? Tako da tista
slaba hvala ti je, ne tvoja zdaj, slaba hvala je Lebronova, da ima ne vem koliko final, najboljši strelec v zgodovini, asistent kmalu, skoliko verjetno kmalu, star bo 66 let, v glavnem, na koncu... Ne more brez tega. Na koncu vedno pridemo do tistega, da se štejejo končne zmage. Ne gre pri košarki za individualno zadevo, ampak timsko, ne. Tako da tole je mene bolj prepričana na ta način. Kaj pa pol argument Bill Russell 11 prstanov? Ja, super, ampak to moram vprašati, ker tega ne vem. A je to bilo 11 od 11 ali kako drugače? Moj argument bi bil osebno, tole je zdaj zelo, beseda mi je šla, osebno, no, se pravi, ja, osebno tista košarka in današnja košarka ne bi jaz tega primerjal. Glede kvalitete. Mislim, se mi zdi, da takrat recimo v času Billa Russella, pa recimo ne vem tega, ko je že bil center pri Lakersih, Will Chamberlain? Ni bil Karim Abdul-Jabbar. To sem malo slabši. V glavnem, to je pa že kar nekaj časa nazaj, no, to je še mogoče takrat, ko je Jerry West igral, pa tako naprej. Se mi zdi, da takrat je bila liga nekaj. Prosti, da te motim, tudi Robert Horry, mislim, da ima več, ima 7. Vse, kar je bil. Ja, tudi Robert Horry ima 7 ali 8. Imel odločilne trenutke, ampak ne vse. Pardon. Se ni panike, sej Robert Horry je v bistvu res imel eno tako unikatno kariero, kjer je v bistvu prišel Lakersom glih takrat, ko so bili najboljši za championship in bil pri San Antoniju takrat, ko so bili najboljši za championship in tako naprej prišel do teh 7 prstanov. Ampak... Subjektivno. To sem se zdaj spomnil. Pisal. Gregor, jevo. Ampak je pa res tako, v bistvu, ko gledam, se mi zdi, da ta era Bill Russell je bila ena era, MJ je bila, pa Bird je bila druga era, pa pol zdaj je spet tretja era. Tako da to so res tako kot je MJ rekel, da pač to primerjati je zelo nehvaležno, ker pač... Takoj te dovolim k besedi, Žanluka, samo to bi še rekel, da se še vrnem. Veš kaj jaz tudi včasih komu mlajšemu predvsem rečem? Poglej igro, vso statistiko zbriši. Poglej igro najboljših 5, ne vem, pa se odloči, kdo ima najlepši stil, da tako rečem. Meni osebno, subjektivno meni je Michael Jordan tako lepo igral košarko na parketu in v zraku. Ne vem, jaz imam men crush na njega, Žanluka. Ok, jaz bi sam za nazaj imel, Bill Russell je imel 11 naslovov plus 2 še kot coach. Kot trener, ja, tako je. No, zdaj bom šel pa na kjerga pa jaz, recimo, kaj si rekel. Obožuješ, že ga imaš rad. Jaz smo oboževal, recimo zdaj v tej seriji sem zelo oboževal Austin Reevesa in to, kaj je delal on z... Gregor Semček, just left the chat. Ne, kaj on delal, Grega, si gledal to tekmo? Dovoli, spet ti skačem besedo, oprosti. Austina Reevesa sem na tem driblingu malo pohejtal, da je pa ti je globoko žal. Malo mi je žal, malo sem slabo poznal njegovo igro, zdaj mi je malo bolj jasna, malo bolj jo spremljam. Fant ni slab, fant ima zelo zanimiv stil igre, fant je zelo uspešen v tem, kaj dela, fant zna igrati košarko, fant ni tako slab, kot sem mislil, da je. Si ti predstavljaj, ti si košarkar, ki igra za college, recimo, da bi igral tukaj, ne vem, pri nas, ne vem, igral bi za... Pa si undrafted. Ja, pri nas brez smo, ne vem, recimo si na collegeu, in pa kar naenkrat, mislim, nisi draftan in kar naenkrat te podpišejo, greš na tryout, Lakersi te podpišejo in kar naenkrat čez 2 sezone. 10 dni? Koliko je dobo? Začel je po moje z 10. Ja. Pa je pa dobo za 20 ruki pogodba. Ne, aj dobo ruki, ne. Ne, pa sploh ni dobo pogodbe, pa je neki igral, pa so v bistvu ga na nek ta izjema podpisali, kaj neki tazga. Sam tako, da ti toliko haslaš in pa še na koncu se znajdeš v seriji, v kateri igra potencialno najboljši point guard v zgodovini lige NBA, pa potencialno, mislim, the GOAT. In ti se znajdeš v tej seriji in ti v bistvu res delaš pravilno košarko. Res delaš tako razliko v basketu, res delaš Lakersom prinašaš. Ja, ni panika. Neki pač, da jim končno rata. Ampak veš, kako bilo meni
užitek spremljati, kaj mu Austin Reeves, kaj je dal LeBron žogo od sebe, kaj je Austin Reeves bil pri žogi in kaj je on šel preigrava dejansko in nekaj je pokrival Steph Curry. In Steph Curry ga ni mogel ustaviti. Mislim, on je izsilil end-one, tako, on je izsilil end-one, se zaletel, Steph Curry je floater je zadev, ampak ne samo enkrat. On je tudi 30-krat vse. Ja, in pa še proste mete zadev. Procent šuta mu Ja. tako... Proste mete, vse zadane. Zadane vse, ja. Mislim, nasploh, ne, tako... Mislim, meni je ful zanimivo, ker on v bistvu, LeBron do zdaj mislim, da ni imel tazga igralca, za svoj igralca razen Kyrie Irvinga. Ampak, kaj meni fascinantno, kjerkoli košarkarju je to, ker igral sem že proti toliko različnim ljudem, različni karakteri, različno razumevanje košarke in tako naprej. Pač ti imaš ogromenkrat folk, ki bo imel jajca vršti strojke. Pač ne bo ga strah, pa če v še enkrat dobo žogo, pa še enkrat vrgo, pa če še enkrat dobo, še enkrat vrgo. Austin Reeves pa ni tak človek. On je prav, kada je doktoriral iz košarke. On je vedel, kdaj prodirati, pa se obrniti, pa se spet obrniti, pa pump fakeati, pa cep, pa izsilt prosti met ali pa karkoli. Pol vedel je, kdaj podati enemu čist odprtmu na trojko. Pol vedel je, kdaj sam vrš za 3. In dejansko je pač skozi te prave poteze delo. In to meni toliko všeč gledati, ker dejansko, ne vem, mislim, tudi če bi kaj zajebil, ne bi mogel reči. Sploh pa, koliko je Jordan Poole dobil pogodbo od Golden Statea? 30 milijonov na sezono ali koliko? 140 milijonov ali koliko so mu dali za ne vem koliko sezon. No ja, tukaj. Ja. Austin Reeves pa igra, ne vem, za 100 jurjev na sezono. Mislim, da ima milijo sezon, gledam. A to je vse kar malo, kaj? Ja. Ja, milijo ima tip. In on začne tekmo. On je starting five. Ja, kdaj pa ima pogodbo? Ja, letos smo se mu iztekli. Aha, se pravi, bo dobil zdaj kompletno pogačo. 20 milijonov na sezono, ja. Tako se govori, no. Mislim, vse si zasluž. Ti pa res akter, ti pa ni za un roleplayer, mislim, ni zdaj Alex Caruso, ki bo res un roleplayer, ampak on je dejansko nek... Zdaj sta me tak nahajpala z tem, da bom Mičuta jutri poklical, pa rekel, daj tega DeRozana dol, fukni z Grozbaskega, daj tega Reevesa gor. Kaj je DeRozan? Pa itak imam probleme, da imam tega Lavajna pa DeRozana, A se spomniš prej stranka? Ja. Da prenesem 8 kodol iz Chicaga, utemim, da je Lavajn, ne DeRozan. Reevesa gor, pa fertik. Iskreno, čistko, pač, ko si glih omenil Lavajna, pa raj imam Reevesa kukar Lavajna, ali pa raj imam Reevesa ka DeRozana. Samo eno stvar bi tukaj, No hate Toronto, pa Bullsi. Tale fant trenutno rajda, kak je rajd se pravi, daj mi slovensko. Jezdi val izjemne samozavesti v tem trenutku. To se lahko kaj hitro spremeni, za fanta upam, da se ne bo, ker mu res privoščim. Tako da morda je to le moment, ker predtem res ni veljal za tako uspešnega košarkarja kot v tem trenutku, ko pač res jezdi na tem valu samozavesti. Tako da upamo, da bo tudi nadaljeval s tem, da ne bo neka muha enodnevnica zdajle teleserije. No. Zdajle, če sta se vidva izkašala nad Lakersi, ali še bi lahko še, ne? Ker imamo še Looney Walker niso začeli. Imamo še kaj drugega, no? Ker drugače je en tip po imenu Tatum dal tam ne vem koliko 50 točk, on je v Filadelfiji, ki je pred 1 uro zgubila trenerja, Phoenix je vmes zgubil trenerja, Jason Kidd je pa še vedno predal. Milwaukee izgubil trenerja. Znorel, no. Jason Kidd ima verjetno. Milwaukee je izgubil trenerja. Milwaukee, kje je Milwaukee? To so vse shit trenerji, ne hecam se šala. Jason Kidd ima pa naslove, veš? Naslov ima, kaj ima naslove? Enega ima kot igralec, kaj še ima? On je bil glavni... Ne, mislim, tako, kako bi rekel, če gledaš ligo recimo po 10 let, je pustil Jason Kidd zelo velik pečat v primerjavi s temi, ki so letel, ki pač niso sploh igrali. Kaj je igralsko? Ja, igralsko, ja. To sploh ni debate. Jason Kidd seveda. Je all time, se pravi, Hall of Famer, to sploh ni tudi, ne vem, koliko reprezentanc ameriških, ja. MJ je bil The GOAT, pa general manager, pa The Not GOAT. Še danes je zelo slabe poteze vleče, po mojem mnenju. Tu pa tamo kakšno uspe, ampak večinoma pa ne. Ja. Seba je, da bo prodal, ne?
Ja, nekaj se govori, tako kot njegovo hišo v Chicagu, ki je že dolgo prodaja. Ja. Tisto je res vila, mislim, ne? da še ni prodal, ne? Ne, pa to je Ja, res se sem videl, kakšno je. Ja. kraljestvo. Mislim, bi živel noter, bi. Pa, seveda, ja. Če mi kdo en zdaj? plača, bi. Michael Ne. Jordan prodaja Ja, v Chicagu ja, že seveda, ne vem koliko ja. dolgo Mislim, časa. Če če mi en so plača, ne. moji podatki točni, Ja. še vedno prodaja. Ja. Jaz Mislim, samo eno če mi en vprašanje. plača, ne, Ne vem, če se tole sliši v vetru, ali to so vprašanja poslušalcev driblinga, ali kaj je to? Ne, sam telefon imam na glas, ker so mi rekli ljudje, da tekom službe moram imeti telefon na glas, tako da. Pa ostane. Sem Blažo zdaj lovil že 9 skor. Vse se še nismo štempljali. Veš kako. Vse se gremo lahko zdaj. Ampak ajde, to bo že Matej. Ne, šala, ja, seveda. Drugač, fante, a Ma, škaj by the bo way- drugače zanimivo? Ajde. Da pride v finale Lakers pa Boston, ker imata oba po 17 naslovov in se bosta borila za 18. Res je, res je. Sem dejansko to pa... In kle bi, mislim, kle moram reči, da bi pač verjetno naredil portfelj pa raziskal Boston v nulo, ker bi hotel vedeti vse, ker bi norel zraven. Ker če pride do tega, To bi bila jaz sicer klasika, mislim, bi bila, ja. jaz sicer mislim, da finale bo Lakers pa Miami. Ne, ste nori malo, jaz bi gledal drugače rekel. Ampak pač to je samo zaradi tega, ker hočem, da pride do istega finala, kot je bil v Bublu, zato da lahko končno obesem na Clinta Bubble pa rečem, evo ti. Tudi, ko ni bil Bubble, tudi, ko ni bilo korone, evo ti. Jaz bom zdaj rekel eno tukaj mnenje, moje osebno, ki gre čist drugo, kaj smo se zdaj pogovarjali, ampak ljudje, ki me spremljajo na YouTubu, moj kanal, vejo, da sem bolj Dončić fan. A je Luka Dončić v Bablu prvič imel najboljšo kondicijo v življenju in drugič je Luka Dončić igral najboljšo košarko v Bablu. Enakopravnost, če je igral najboljšo košarko. Ne vem, Mislim, mislim. to razmišljal? A se vi Mislim- spomnite tekme 43 pik 17 skokov, ne vem, 19 asistenc proti Milokiju? Zdaj sem malo ponaredil statistiko, ja. ampak tu nekje je bilo. Mislim, meni osebno je Serija Dončić. proti LA Clippersom. Ja. Meni je dobesedno šolo v Kawaja, pa Paul Georgea, ki Pa mu Zubca, niso. pa Doka Riversa spet. Ja, dobro, un je itak krona nosil. Ne hecam se. Ampak se mi zdi, da Dončić je itak najboljši igralec, najboljša verzija sebe, kadar je srečen in se mi zdi, da takrat je bil res srečen. Pa še nekaj bom rekel, pač Kyrie Irving, joj moj Kyrie, kamorkoli pride, kada prinese eno črno smrt s sabo, iskreno. V Bostonu ga niso marali, niso mogli čakati, da se ga znebijo. Poglej zdaj, prišli so v finale. Če bi imeli njega, ne bi. Pač ne vem, mislim, se pravijo, edin z Lebronom je lahko, Lebron je toliko lahko imel vpliva na njega, da je... Se zdaj smo malo sem zašel zaradi mene, ampak ja, no, vse razumemo. Ja. Dečka, vseeno vaju povabim, da se še dotaknemo Boston proti Filadelfiji. Sta pričakovala takšen razplet? Ne. Moja je drugač, by the way, velika Boston fanica. Boston all the way, tako da čim je deteljica v igri, je ona zraven. Potem imela pa konjske dirke. Ja, vse za to. Ne, in Jean-Luc ga pa pihne, ne. Otroci malo si zatisnete ušesa. Sploh je škoda to dobivo, če tako nekaj z Boston finale, pa bo Boston vodo, škoda to dobivo. Po Se bo pesi. tudi ona. To ti tako rekla, Blaž, pej sem, pa kohč. Idemo. Pipi, Jure, to delamo Pi. Lahko. Jure, Daj nehi. Bomo mogli preveč zrezati. Bomo Pardon. imeli 1 uro podcasta, bo samo 15 minut. Ne, hecam se. Danes smo neupravičeno izpustili Jure še vedno. Jure je the best, hvala Jure. Ne, tako mislim pač dejansko, jaz sem navijal za Filadelfijo, pač sam zaradi tega, ker Bostona ne moram. Jaz pač, če bi igral tam, ne vem, 19-letnik proti... Tristan prihaja, slišal je, kaj si rekel. Sam res, slišal sem ga. Interna. Jezdi na detelci.
Pardon, izvoli. Ne, mislim pač ne maram Bostona, no, pač jaz ne moram. In takrat me je bolelo dno duša, ne, ko so Kevin Garnett pa Paul Pierce pa Ray Allen dobili naslov proti Kobeju, ampak pustimo to, stare zamere. Ampak ja, res sem navijal za Filadelfijo in so me razočarali. No. Pač igra je bila taka, kak je bila. Od Hardna itak ne moreš pričakovati, zgleda, da dvakrat v eni seriji da več kot 20 pik in smo tam, kjer smo. Čak malo, sam oprosti, bom še tukaj malo vključil tudi Jean-Luco, ampak meni se pa, jaz ne vem, jaz sem poslušal Joela Embida na novinarski konferenci in on je rekel, da on in Harden ne morata sama. Jaz zdaj ne vem, o čem ti govoriš. Mislim, Čakaj, a se ti zavedaš, da to še Dino Murić v Šenčuru ne preko. Zdaj, pa... Mislim... Skoraj sem padel s stola. A ne, by the way, tako je. Ne vem, vidva zdaj meni poveta, no. Mislim, kdo to reče, no? Ja, ne vem, kdo to reče, no. enka da 15 pik, tako 7 tekmo. Pa tako nič naredil, je pote. Harden je dal 9 pik, 7 tekmo. Tobias Harris. Ja, to ti govorim. Stari, Tobias Harris je res tako, mislim, isto imel sicer statistiko, kukor mislim, da malo boljšo, kot Joel Embiid. Kje je bil PJ Tucker? Bolj ne smem zaupati procesu iz novinarske konference. Ta proces pa njih traja že 20 let. Ko pa je to zdaj? Mislim, da je bilo ful preveč enega pritiska na Embida, zato ker so se... A ni on MVP drugače? Ja, mislim... A ni bilo lani na koncu sezone? Mislim, jaz imam by the way full rad Philadelphia na mas. Ja, meni pa ful všeč Rocky film, resmo celo... Ja, to je vredo, ja, super. MVP je bil, zdaj Embiid, ven je že padel, čakaj pa oni drugi, ko je bil MVP, on še igra, a ja, on je pa pri Denveru. Čakaj, ni imel ta... statistike, skoraj triple-double in te fore, pa prvi so bili na zahodu. Pa sej Joel Embiid je zdaj v bistvu v zadnjih 24 urah full povečal iskanje za dejanski adres Nikole Jokića, ker je rekel, da mu bo poslal MVP trofejo. Ja. Da pač jo je neupravičeno dobo in da pač si jo Jokić bolj zasluži. Mal sem se spomnil tiste sezone, ko je Russell Westbrook imel statistiko triple-double, pa je bil prvi kandidat za MVP-ja Russell Westbrook, pol dobro, če se spomnite, drugi kandidat je bil Russell Westbrook, tretji kandidat za MVP-ja polje, kome prišel. Je bil pa Russell Westbrook, ja, tako. Nikola Jokić ima približno podobno statistiko, mogoče malo boljšo v kakšni kategoriji, pa drugi. V redu, pač nismo mi na tistem mestu, da bi glasovali, malo tudi moja subjektivna ocena spet. Ne, ni subjektivna, jaz sem na istem vagonu, iskreno. Ne, tu je meni... Ja. Meni se je zdelo totalno... Res, mislim. Meni je to life... Black Lives Matters, da ne govorim dalje. Da se novijo še kdaj pritožvali. Da ne bo kdo narobe razumel, ampak no hate, pa se imamo radi črnce, ni panike, sam lej. Mislim, da dajmo malo počakati, ker mogoče res ta sezona ni bila namenjena Jokiću kot MVP-ju, ker bi se vsi strinjali, da bi mogel biti MVP. Ampak zdaj ne vem, lansko let je bilo ista situacija z Janisom, dvakrat zapored MVP naslednjo sezono, ni bil MVP in je osvojil prstan. Točno tako bilo z Janisom. Meni gre ful na živce, recimo, kapol, pač respekt Shaquille O'Nealu, Shaq, The Diesel, pač sploh nimam kaj za reči. Ampak ne bo vsak center na tak način dominiral igre. Pač on je bil res tak, pač bully. On je še sam povedal, da je bil že v osnovni šoli bully in je pol imel eno lekcijo in se je spremenil. Ampak pač niso vsi taki. Ampak Jokić pizdarija daje pa take asistence, ki Shaq nikoli ne bi znal dati. Shaq je vrgel tam v 10. vrsto tisto žogo, razumeš, Jokić pa tako zadane, da človek sam naredi pk. Te ne govorim, to za mene gre včasih kar... To se zdaj ful na robe sliši, ampak na jok mi gre, ker če bi jaz se vedno spomnim, ko mi nekdo reče, kakve asistence ima Jokić, pa ono, ko se spomnim, da bi nekje obstala možnost, da bi Dončić in Jokić skupaj igrala, da bi ti videl to, jaz bi se spomnim na Kukoča pa na Radžo, ona dva bi lahko z zaprtimi očmi gledala. Kak bi to žoge letele? Kaj bi oni Američani skakali? V prazno. Kva bi to bilo, no? By the way, Greg Skort ima tudi dobre asistence, sam povem. Ok, hvala, zdaj pa ne vem, kaj to leti. Z žogo.
A ja, kaj to na telem, lockoutu zdaj tukaj? Ja, tako je. Spet ena interna, ampak dobro, to je pač, ko delaš inventuro v nedeljo. Shout out to Gross Basket! Ki še ga danes nismo omenili. By the way, današnjo epizodo sponzorira Smile. Smile. Ne pa je ne. Ne pa je, ne. Ja. Dobro. A je v Gross Basket? Sodil je prostore, dajmo kaj drugega. Mogoče jo pa Gun Owners v Memphisu. A oni Morant? Tako, ja, tako. Live IG. Ej, dajmo res, ki si me spomnil, ajde, Žan-Luka, da te vrnemo k besedi. Daj mi povej, imaš na novo podpisano pogodbo z Nikom, imaš svoje prve copate, ki že druga ali ne vem, tretja barva pride ven, zdaj četrta bo pa je Gun. Na svetu je koliko? 7 milijard ljudi? V glavnem, potem Memphis ti da ne vem kako pogodbo, ti se odrivaš gor do neba, imaš družino ustvarjeno, pokažeš pištolo, greš na rehabilitacijo, se opravičiš celemu svetu, navijačem, bla, bla, mine, koliko mesec dni? Ti drugič pokažeš, Žan-Luka, a bi ti storil podobno? Mislim, ne bi mi to na pamet prišlo, zato se to sprašujem, ker mislim, da ima on vse zdaj možnosti to delati. Vse in pištolo. Ja, ki jih prej ni imel. Ampak ne vem, meni se že njegova familija tako ne zdi neki prav gladka, čista. Nekaj malo se blažil, ne more k sebi priti. Ne vem, zakaj se gre. Zdaj ono. Prdnil sem. A je to ga tako bazno? Ni šlo. Ne, to je referenca na Unvic, ampak pustimo to. Ja. Yes. Jo, okay. Tega res ne smemo povedati. Žamorenc je res pač posrov na Adama Silverja. Zdaj je tako, a ne, če si na igrišču pameten, pa znaš igrati košarko, je to čist nekaj drugega, kot če si izven igrišča, kakšen si ti človek. Zdaj jaz ne vem, kakšen ima on situacijo, jaz sem nekaj slišal, da je on tako neke scene mu svojo punco, mislim, njegov materijo, njegovega otroka, ne vem kaj vse. Vem tudi, da njegov foter ni prav neki Morant, ni prav neki čist gladek človek. Ne vem čist točen, ampak veliko enih incidentov, pa z mami je bilo neki incident, ker on kar neki trgovini imela, neki, da je on pa sprašil s pištolo. Pa dobro, ampak on živi svoje življenje, on ima ustvarjeno družino, mislim, stari koliko, 24 smo prej ugotavljali? Mislim, da 22 ali 23 neki. Pardon, ok, ampak vseeno, že tudi v Ameriki, polnoleten, mislim. Ja, definitivno. Daj, no, človek, igraj košarko, no. Meni je definitivno zanimivo, da se nekdo, mislim, ok, pač vse imamo vsi kakšne drame, pa tako v družini, pa to definitivno ni za zanemarjati, ampak da nekdo, ki ni živel tega ameriškega geto življenja, pa težkega življenja, pa tako naprej, krogle letele gor dol, pa da se toliko trud, da bi bil ta geto style, to mi je čist čudno. Pač mislim, ker definitivno ima napačne prijatelje, ker vidim tako, da ga spodbujajo k temu obnašanju in to pač verjamem, da 22-letnik ni sposoben prekiniti oziroma analizirati pa priti do nekega zaključka. Ampak meni je bilo tudi zanimivo, po enem mestu terapije, kakršne koli fizioterapije, take onakve in tako naprej, sploh pa psihološke, nisi ti naredil nič, ne. Ti moraš hoditi 1 let pa pol na konkretne terapije, da pač lahko rečeš, da si pa zdaj neki dojel, neki okreval in tako naprej. Sam dajmo se tako, malo unih ljudi, meni je veliko ljudi rekla, daj, puste njega, kaj dela ono zasebno v življenju, nima veze, ne. Pač kako nima veze? Ne strinjam se, tako, absolutno se strinjam. Mislim, meni je to veliko ljudi rekla. Mladim ljudem. On je ozornik, on daje zdaj sploh, kaj to, kaj ga pritiska na igralce, on bi mogel biti tako, zdaj ne vem zakaj, ampak lahko bi to, ne vem, doma delal, tako, kaj ga meni se ne snema. Del tega plačila 300 milijonov, ki jih tak košarkar dobi, ni samo kako on dobro dribla žogo, daje asistence, daje pike in tako naprej, ampak je del tega tudi ta odgovornost, da si tako, da si en vzgled mladim, da jim probaš pokazati drugačno pot in tako naprej, da daješ pištolo ven, ker v Ameriki že tako kontroverzna tema in imajo massive shootings
Kings vsak teden, a ne, in tako naprej se norca delamo včasih, pač, da je normalna sreda za njih, pač daleč od tega, a ne, da kdo narobe zastopa, ampak pač mislim, a veš, da pol ti tam na Live IG-u, ki to gleda milijone in milijone in milijone mladih, pištolo ven zbaciš, mislim, to... Vsaka pravica košarkarja kot normalnega človeka je, da ima zasebno življenje. Ampak hkrati je vsaka ta ista pravica tega košarkarja, da to zasebno življenje zadrži zase. Tako je. Še posebej pa ne, da ga potem kaže na tak način. Kakorkoli, da ne bomo šli predaleč, tukaj še imamo kakšne druge dvoboje. Dajmo se dotakniti Miamija. Je vse to ravno? Ja, ide Jimmy Butler! Jaz že cel cajt čakam. Playoff Jimmy, ajde, Luka, Gianluca, ajde. Ja ne vem, drugače, nič ne rečem sploh. Jaz sam rečem, da je on certified bucket. Meni je ful čuden. Vedro. On nima od Nike-a šudila, on nima to si zvedel danes, da ima Kitajce, ne? Ja, in vse en mislim, sorry, pizda, evo, direkt. On je pač res bona fide player, ne? Ja, sam igrač je to. Je res. Sam da se je že veliko govoril to, da je on, recimo, sin izgubljeni od Michaela Jordana. Res je. Pa zdaj je prišlo ven, da mu je kao Pat Riley dovolil, da lahko 23-ko nosi, čeprav je upokojena v Miamiju, ne vem, če to veste. Jaz sem celo bil v Miamiju, 23-ka je upokojena, Michael Jordan dres je upokojen in mu je Pat Riley rekel, to lahko naredimo izjemo in nosiš, ampak je rekel, ne. Opa! To pa vem. Jimmy Bucket. Ne, res, mislim, on je nerealno. Jordana, lepa. On mi je tako, v primerjavi, če bi tako gledal, če bi lahko zdaj še enkrat dajal MVP nekomu, pa dal bi njemu, pizda. Zaradi tega, ker v primerjavi z Joelom Embidom, ne jamra, ki je poškodovan. Si povije, ne vem, vzame injekcijo, ne vem, pač enega po glavu udar, ne vem, karkoli in gre in igra, kot budala, res. In zanč v uni tekmi, ki so igrali proti New Yorku, on je bil zadnje 3 minute, je bil sam vaba. Pa ga noben ni izkoristil, noben ni šel na njega igrati, noben ni nobene poteze na njega igral. On je pač uspešno odigral vabo, mislim, res. Jaz sem rekel, to... Jaz sem mogoče gledala ta Sidestock channel, gledala to, ki snimajo te navijače New Yorka pred areno. Kakšen hype je to. Oni so tako malo zgubljali, da so udarjeni. Mislim, da je bilo 3-1. Jaz se rečem nenavadni, on reče udarjeni. Ja, v glavnem, drugače je res smešan, to si pogleda saj to. No, v glavnem, ki je tako, ne vem, en tako žđulo, mislim, z jointom. Ja, no, z Travco. S temu, tako on lepo fletam pred Madison Square Gardenom in tako se sam dere, New York all the way, pa tako New York zgublo, až 3-1 zla. Tako, you are 10 minutes late. Tole NBA smo, ali bi še kaj dodala, ker jaz bi nekaj o žocu še povedal. Jaz bi sam, ne, to zdaj ni ful dobro. Kaj zdaj? Jaz bi dodal za Knickse, recimo, pač res škoda. Brunson na koncu res je imel tak nesrečen turnover, ki bi mogoče lahko še kaj pač spremenil. Ampak se mi zdi, da sem jaz sem ful srečen za Miami. No. Ja, ne, se jaz tudi načaloma. Čeprav v New York me je prevzel, zato ker sem bil tam, pa Jalen Brunson mi je nekako všeč, ker je bil prej pri Dallasu. Se je dober igralec, ful. Tak, da, dobro, se sem bil tudi v Miami, ampak so vseeno. No. Ja, Miami. Malo sem si k srcu vzel vse skupaj. Gianluca, kaj si htel ti? Ne, to se zdaj ne tiče tega. Bravo, Jure, to sem skoraj pozabil, hvala lepa. Napoved je, kdo bo začel, bom jaz začel. Tako napoved, kdo dobi s to serijo, kdo zmaga? Ne, zdaj bom vse. Napoved bom rekel, čakaj samo malo, naj si prvo grem proti izhodnim vratom, da me ne bo ta... Samo malo. 4-1 za Denver proti Lakersu. Torej, zapiš. 4-1 za Lakerse proti Denverju. Zapašaš 6, daš 10 evrov na tole. 50, 100 ali pa dam, 100 ne dam, nimam, vse pa veš, kaj delam. Veš kaj je največja fora, ne? Kaj na zadnje, kaj Greg stavil proti meni, je zgubo, ne? Tako da, se spomniš? I do not recall. V glavnem, se pravi na drugi strani Boston versus, se pravi Miami, 4-2 Boston. Ok, to smo v delu daljeni. Se pravi, v mojem primeru Denver 4 v finalu proti 2 Boston.
MVP, edini iz... Nema Tisti, ki kola jaše, Nikola. Kako se zove bosanac brez avta? Nikola. Bravo. Ja, kaj pa ti? A je zdaj, a štiblaš? Ti najmlajši. Mlajši Bom pa ima rekel- Se pravi, LA Lakers proti Ne, čakaj. Denverju. Jaz sem rekel 4-2 Lakersi, Okay? ali pa če preko 4-3. Ne, 4-2. 4-2 Lakersi, pa 4-3 Miami. Wow. Ok, finale? Ja, Miami Lakers bi rekel 4-2 Lakersi. MVP? Austin Reeves. Ne, nisem se. Ja, se lahko imaš. Bravo, Ja. Kdo bo kaj drug, kdo bo? Ja, Hachimura, kdo? Ne, to sem Rui ga dober. zelo sem ga v mislih, sam ne, če ne. kaj že, D'Angelo Russell. Ja, ne, jaz bi prej rekel Ham. Anthony Davis, Šunka. po moje do Šunka je Anthony. MVP za Ena od Kardashian, ki tam v prvi vrsti. Ja. vse, dober zgleda. Bad Bunny. Treba zančo, enega poznam, ki je bil na Kendall tekmi. Zanče je bil en na tekmi, pazi to, Elon Musk. en kolega je šel v Ameriko in je bil na tekmi na Memphis Lakers, na kateri sta bila princ William pa Smisel, da že rekel princ, on je umr. pizda. mislim, Pa tale, kaj že, Ja, Kate, ja. Kate, pa Flea od Red Hot Chili, pa ta basist od Red Hot Chili Peppersov, Flea, nice. pa až doj bo še Adam Sandler, pa Jack Nicholson, pa Ja, Jack Nicholson je itak skozi. stari, pa da sti Tom je, pa Tam je res Kardashian, Smetane take. pa Kardashian si so bili Kendall Jenner, pa te. A veš, da gre sedeš v prvi vrsti ob igrišču za 30 jurjev. Ne, to je najmanjša, a ni to najmanjša cena? 30 jurjev Vse gre, je ti sedeš že. možno. Ja. Ujebo. Ja. Mi pa se tu bunimo za Slovenija, Grčija, 400 evrov. Ja, mislim, da si predstavljaj, v LA-ju je ena četrt, ki se reče Skid Row, ki ni tako daleč v downtowna. Jaz sem bil tam, ni tako daleč od tega, mislim, Crypto.com arene, predstavljaj se tam dajo 30 jurjev za stole, tam pa živi folk v šotorih, pa se drugira, pač tako, da si to predstavljaj. Ja, Amerika. ja. Tako, Ej, Blažo. a sem že jaz na Ja, seveda si, okej. Pazite zdaj to. Lakers, Denver, 4-1 za Lakers. fakt, sem ti spomal prej, samo za istem blažo, to ti pa še jaz rekel. Pazi. Okej, druga strana. Vzhodna konferenca, Miami, 4-3 proti Bostonu. Pa finale, Lakers, Miami. Miami zmaga. Ja, Miami zmaga. Himi v 7. tekmi. Dobar, ne, sej. Mislim, nekdo bo rekel, da sem budala, pač ok, ni panike, ampak jaz res verjamem v Miami. No? Tako da, pa res jim prvoščam, da zmagajo ta Kaj, res, Boston ali kaj? kurčev. Ja. Ne, mislim, se drugače verjamem, Ja. da bo kontra, da bo pač Boston nabil Miami, ampak Ne, mislim, pač, finale. predvidevam pa, ja, mislim, iz vzhoda bo prišel Miami, iz zahoda Lakersi, pa Lakers Miami, itak mislim, da bo cakewalk, tako da bo lepo 4-2. No, ampak če smo pa čist realni, a ne? Sorry, MVP. MVP, Ja. Davis. Ok, v redu, hvala. No, če smo pa Zapišem. čist realni, a ne? Na Smisel, koncu bo LeBron finale Denver, Boston, pa 4-3 bo za Denver, jaz ti povem. Olele, Nikola. Jaz ti povem, da bo tako. Če smo čisto realni, je Žan-Luka Lihkar Kaj zgubil 50 Čančar bo evrov. dobo? Pa kje je Čančar bo imel prstan zraven, Ja. Beno Udriha, Nesteroviča, Vujačiča, pa skoraj Gorenca. Znaš, kaj sem se pa jaz... Veš, kaj sem se jaz ful veselil? Jaz sem se ful veselil, Skoraj Gogija da tudi. bo A veš- Gogi prišel ful deleč v play-offu spet, pa da bo spet, pa da mu mogoče Gogi celo nima ratal sreče, kje usvojiti. veš, ej. Pa nima Pa sreče. dobro, Gogi, vsega sorry. bomo na podcastu tu dribling, ga Ja, bomo itak, da bomo potolažili, ko dobro, pride, bomo. sam še tega Komod, ne vem. kar ne pride. Klega bomo imeli saj radi, ne tako. Ja, daj Gogi, prid, prosim te na kolenih. Goran. Goran! Pa še Vlatko, The Dragon. s prstanom. Ti si Oj, si predstavljaš, da baby. pride Vlatko s prstanom s nam v naš podcast? Si predstavljaš? Oh. A? Ej, veš kaj pol naredim? Pol naredim tole zgoraj, ko je zdaj dodatnih minus 20, naredim čane Portret. za predsednika. Ja. Prisežem, ej, Evrope, ma- ne Slovenije, ma- Evrope. čega koli. Kuskar klical, čane. Čane, on je Čane. Okay. Vlatko Čančar, Čane.
Vlatko. Ne, eden izmed najbolj iskrenih pa predanih igralcev, kaj jih poznam. Jaz se ne bom pozabil, ko je Reveš iskreno se zajokal po tekmi za 3. mesto proti Avstraliji, če se ne motim, ko nam pač ni uspelo na olimpijskih igrah, da malo odprem rane. Ja, hotel sem reči. Ampak res je bil iskren, pač Ja, boli, prijeten fant. Včasih ga mogoče malenkost teže razumem, da še vedno vztraja pri Denverju glede na njegovo minutažo, ampak na koncu koncev, če ima letos prstan, če ga bo imel, jaz bi tudi. Ja, No, to je to je že dosti podoben druga. prsten, kot Nesterovič. Dobro, Mesterovič je celo do finala je celo, takrat se spomnim, igral Mislim, da prvega 3 centra, bolj je minute. pa Nazir Mohamed šel na prvega centra, takrat, Ja, vsaj v eni ja. seriji, v drugo se ne Pa spomnim. vem, točno, saj pa ne vem da vezem. sem gledal te tekme, pa mislim, da je Nesterovič glih ene 5-krat vrgel na koš, pa ene 2-krat Ja. zadev. Ja, onega. Kot je bo prišel zdaj Sorry, Rašo, podpredsednik ali direktor reprezentantske ZS-a, se pa vsega imam rad, se ve on to, se srečava doskrat, pa ja. je kul. Dober je on momek, aj gatan, kad V redu je, popije. dečko. Sem ti rekel, da ti bo fant všeč. No, to. Ja. Kva je, bem, ti štajerci. Kam gre cajt, a? Ne, kva sem rekel, pa sem štajerci. Glavnem, Štajerca. Koliko pa je že minil zale? ej, a smo NBA, se še dotaknemo, kaj včerajšnje tekme Aba lige. Ja, lahko je. Partizan, Lahko, ti si komot. majstor Žoci je dobil za trenera leta v Aba ligi, vse je upravičeno. No, Po mojem za to dobo, kaj je preživel. Derbi SC, pika, za piko so nesli, kako jim je delal ovaj center, mladi. Jaz se upravičujem, če je kdo tu navijač tega derbija, katerega še ne znam do konca imena povedati, res se upravičujem, ampak včeraj so za piko premagali Partizan. Fak, kera presenečenje. Ej. Blaž je padel s stola. Ne. Ja, ne, mislim, da je on dobil nagrado za trener leta, ki ga ni, v bistvu, ki ga ni počesal med sezono vmes. Čeprav sem ga že doskrat videl, tako rdeže v glavu, ampak leta se upa. Tako rak, ja. Ej, ne, sam ta serija proti Real Madridu v Euroligi, jaz sem drugač ful navijal za Partizan, no, zaradi navijačev in vsega, ampak se je grdo brno. Ste spremljali to kaj? Čak, se Real pravi, Partizan. Real Partizan, Ja, ja. valjda, ja. Jaz sem ful zabasal od narja na Košar- Partizan. Ja. Ne, sam košarka je bila, odlična košarka je bila, ne. Pol pa so veterani naredili svoje pri Realu. No. Ja, jaz sem gledal na terenu, nek sem bil zunaj, gledam tekmo, Partizan voz za 17, prijem dam Real voz za 7. Ja, mislim, to je bilo res preobrat odlično, ampak so ga veterani zrežirali, ne. Rodriguez, Ljul pa Fernandez, seveda, ne, itak. kakšna tekma je bila to. Saj meni je bilo že tako, ta prvo, ki so zgubili. Kvarjen, ampak ko je dobil na koncu 5 skokov v napadu, pa žog drugih napadov. Ampak, a ste videli, kako je Partizan recimo vsko pokrival, a ne vmes? Mislim, da druga, tretja tekma. Res so vsko in vse, kar so dobili na kotu trojke, Real, so šli noter, noben jih ni kriv, noben jim roke pržog, noben nič. Ampak le, ne, man of the series je pa Ljul. Ja. Tam zboksal Panterja, pa imaš pol, vemo, kaj je sledilo, ampak na koncu, ne, ko potegneš črto, kdo je še gre na Final Four. Ja. Takrat je 2-0 imel Partizan zunaj, vrnil se je v areno, ne, Ja. brez Panterja, brez centra, Lezora, oni brez Jabusele, ampak vseeno, ne. Ampak Jabusele je bil eden izmed glavnih akterjev Reala, tako, Ja, čez sej, sezono, on je seveda. bil prva peterka Reala, pa ni igral od druge tekme. Gershon. Drugače pa to, kar je naredil zelo, se mi zdi tako. Kaj, a Ipon? Jaz bi njemu, tako kar je urun Melisa the Palace, jaz bi njemu, tako kjer smo, Ronar te zdobo celo sezono, jaz bi tudi njemu dal celo sezono, sorry. Ali dobro, Blažo, še imaš ti kaj zadati? Ne, ni bilo isto, bilo je huj v bistvu, kaj če bi recimo večji ga vložek vrgel na tilnik, mu tilnik zlomil, a veš, to je res. isto. Poškodoval ga je, recimo- dejansko ga je Samo- poškodoval. Ja, pač- Ekzema. Jaz sem se to zamislil na neki točki, ker sem v bistvu pač čist pozdravi logiki, kmečki pameti, sem razmišljal, pač te igralci, po mojem, imajo noter v pogodbi tudi to, pač, kako to poteka, recimo, če je igralec proti igralcu, ne. Recimo pač, da se stepeta, ne.
In pač se mi zdi, da to imajo verjetno zihar noter napisano, kako pa to poteka, zaradi tega, ker to pač v normalnem lifeu, če bi en prlaufu do enega, pa bi ga tako razbol, kar je pač ta unga, je tožba, pa tako naprej. Mislim, da oni tega nimajo, te opcije. Medtem, če greš pa ti enkrat med igralci, mislim med navijače, pa tako, kot je bilo Meles in The Palace, pa se tam klofaš z vsem po vrst, se mi zdi pa, da pač je to tak problem velik, zaradi tega, ker to je prvo javno prenašano, televizija, vsi imajo dokaz, vse je dokazljivo, pa pol pač zraven tega imaš ti vse te gledalce. Se so imeli pol challenge, so dolgo gledali. Kaj je bilo? Dojdo pa challenge. Ne, zdaj pa. Zdaj pa nisem čisto. Kdo je koga? Coaches challenge. Se bi mogla mi dva nadaljevati to zgodbo. Ne, gledali so pač. Izključili so, ne smeš, ko si na klopi za rezervne, ne smeš stopiti na igrišče, avtomatsko je izključitev. In so potem 21 košarkarjev so izključili, zato je bila tekma prekinjena. In zato se je končala ob tistem izidu, ko je bila do tistega trenutka. To je zdaj v bistvu dobu ta igralec sklopi je dobu, ki je mislim, da enega od Golden Statea za koleno? Ja, zadržal. Ni bila Filadelfija? Filadelfija, tako. Od Filadelfije je en igralec Bostona tega zadržal za koleno. Browna, mislim, da je Smarta zadržal za koleno in je pač dobil tehnično tako iz prve, ker pač nima kje posega. Pa tudi ta drug, ker se je bunil. Ne? Tako, on pa nazaj, ker se je bunil. Če se samo dotaknemo zdaj tako igre, jaz bi sam se mal, če kaj ti misliš, Grega, Mario Hezonja. Yeah. On je prišel v Ameriko, bil je zelo perspektiven košarkar, ki je prišel bil je zelo visok izbran, mislim, da četrt, a pet. Četrt ali pa pet, ne bom trdil, nekaj tega. S ful veliko so ga dvigvali, ni mu ratal, ampak ko je pa prišel nazaj v Evropo, je pa tako nekako zaslovel, ampak ga vidim njega, da on ne da vsega od sebe. On še zmer, mislim, ampak až kako, ko on dobi žogo na trojki, pa vem, da jih je full luftov takrat, mislim, zdaj to serijo, res, a jih je ona Džanan, ne vem zdaj. Džanan, Musa, Erboli. No, Džanan, sam jih je Hezonja tudi po moje neki. V glavnem, ampak on, kaj je zadane, stari. Mislim, on, kaj dobi, on tako lepo trojko vrže, pa tako je lepo, mislim, vse gre noter, ampak tako... Mozak. Ja, glava. Zelo dobro, mislim, glava ima za košarko, res. Je glava ima za košarko, nima pa za življenje. Človek je problematičen. Zato človek ni uspel v NBA. No, to pa nisem videl. Ker je kamorkoli je prišel, se je on praktično skregal. On v Barceloni ni ostal zaradi glave. Najkrajši to ima pa do kolega. Ja, glava ga mantra. Avtoriteto težko prenaša, koliko je meni znano. Zato on ni danes igralec v NBA-u, ampak je v enem najtrofejnejših pa najbolj vrhunskih klubov v Evropi, Real Madridu, kar spet ni mala stvar. Ampak njega glava mantra, on zelo težko prenaša določene stvari, ki niso njemu pogodu. A sem jaz prav slišal, je pa neverjeten talent. A njemu poteče letos pogodba, ali Džananu poteče pogodba in eno od teh dveh, mislim, da neki napovedujejo, da prišel Partizan. Hezon je vse, Partizan, zato ker ga tudi imajo radi, imajo navijači Partizana, tako je. Obstaja opcija, drži. Medtem ko, ne vem, če je to sploh vredno novica, v glavnem, kjer sem se sledil, da Luka Vildoza naj bi šel iz Zvezde v Partizan. O, bože. Samo ne vem, koliko je na tem, res slučajno sem nekje preletel. Glavnem, nič driblingovci, smo mi. Ne vem, da mi povej, da v Euroligo osvojil prvo. Se pravi, imamo Barca, Real, Fener je, ali Olympiakos? Ne, Olympiakos, pa Monako. Real Madrid. Ne navijam za Real Madrid, ampak Real Madrid bo po mojem mnenju dobil. Žan-Luka? Jaz bi tudi rekel Real Madrid drugače. Ne, jaz bi rekel Olympiakos, smo rekel Olympiakos. Ok, Blažo, spremljaš kaj? Jaz bi rekel Real. Ok. Jure? Jure pa edini Barca, jaz sem drugače tudi Barca fan načeloma, ampak... Reče, Mike to bi za podpisal za Barca, mislim, zdaj, že celo sezono. Seveda, ampak... Ne vem, Real mi je
ko so mi te izkušnje pokazale vse na odločilni tekmi proti Partizanu, to je taka romantika, neka košarkarska se meni prebudila. Pa nimam rad Ljula, pa nimam rad Fernandeza, Rodrigueza sem imel vedno rad. Tako da ja. Ja, nič, še vedno zunaj močno dežuje, ker še poslušalec še vedno ni dal tistega všečka, lajka, česarkoli, ne? Res je. Tako da to se bo takoj share, spremenilo, follow, ne? subscribe. Ko se to spremeni. Jure, še enkrat najlepša hvala na mešalni mizi. Ne bomo... Kaj napovedujemo za naslednjič, kdaj bomo kaj to Hvala, naredili, da se malo držimo se bolj roka. napoveduje, gosti se napovedujejo, ne bomo izdali kdo, ampak se napoveduje, upam, da nam rata prej. Juretu bomo oprostili, da je zamudil 48 minut, 36 sekund in 49 tisočink. Ampak zato, ker se je opravičil, ker je kulturen, tako da ljudje ne pozabite na kulturo, prosim, hvala in tako naprej. Radi se imejte. Tako, pustite Pištole, Zorjo. mir. Ja, ligoto zavreč.